Ugotavljam, da smo s časom kar v redu, tako da predlagam, da se premaknemo naprej, na tretje predavanje z naslovom Dostopni prostori za vse, izboljšanje dostopnosti turizma za invalide v Srednji Evropi. Torej, ostajamo nekako na področju oseb z oviranostmi. Ugotovitve raziskave pa bo predstavil Blaž Barborič iz Geodetskega inštituta Slovenije. Prosim. Dober dan. Najprej bi se zahvalil za možnost predstavitve te teme, ki se navezuje na temo, ki je predstavila moja odlična sodelavka Marina in tudi Jani je danes tukaj. In čestitke organizatorjem, da toliko časa kontinuirano vodijo te predstavitve oziroma te simpozije geografskih informacijskih sistemov, ki je v zadnjem času zelo aktualno tudi z vidika zaposlovanja mladih. Torej, jaz bi se navezal kar na Marino, dejansko bi predstavil temo Dostopni prostori za vse, kjer se ukvarjamo z izboljšanjem dostopnosti turizma, torej turističnih območij za invalide v Srednji Evropi. Z to vsebino smo kandidirali za projekt v okviru programa Interreg Srednja Evropa in bili uspešni kot glavni koordinator tega projekta. Zdaj, izzive oziroma problemi, ki jih naslavljamo s tem projektom oziroma s to tematiko, je, da so številni prostori in turistične destinacije precej slabo dostopne za invalide. Manjka, kot se je izkazalo v okviru našega izvajanja projekta, ozaveščenost o izzivih, težavah, s katerimi se srečujejo invalidi, tudi vključenost invalidov v take projekte oziroma pri nekih odločitvah, posegih v prostor je pomanjkljiva. Konkretno v našem projektu imamo tudi predstavnike invalidskih organizacij zelo v ospredju in se vidi, kako dejansko so v bistvu zelo hvaležni in srečni in delajo zelo s strastjo, da lahko dejansko pripomorejo k ozaveščanju o njihovih težavah pri gibanju v prostoru, pri vsakodnevnih opravilih. Tako da ta vključenost invalidov je pomanjkljiva. Potem seveda manjkajo podatki. Strategije, akcijski načrti se velikokrat, kot smo zaznali v stikih z Evropsko komisijo, načrtujejo brez nekih recimo kvalitetnih podatkovnih virov. In seveda vsi ti podatki pripomorejo tudi k izboljšanju, ne samo k izboljšanju življenjskemu okolju, ampak tudi k izboljšanju ali pa nadgradnji storitev. Tukaj govorimo in v projektu razvijamo turistične in nadgrajujemo obstoječe ali pa nove turistične storitve in produkte, ki so prilagojeni potovanju invalidov. Kot je bilo že omenjeno, ta vidik vključujočega oblikovanja prostora, urejanja prostora je zelo pomemben, ker s tem pridobimo vsi, torej celotna populacija z vidika izboljšane kvalitete bivanja, gibanja in dostopnosti. Torej, v projektu imamo precej izpostavljen ta vidik ozaveščanja, širjenje znanja, organiziramo veliko delavnic, treningov, glede samih vprašanj, težavah invalidov glede dostopnosti. In pa seveda za ta simpozij smo izpostavili vidik natančnih in dostopnih podatkov, ki so seveda temelj za neke odločitve, ki temeljijo na podatkih, torej na nekih podatkih iz terena, ki so verodostojni. V projektu naslavljamo se 3 ranljive skupine, slepe slabovidne, potem gluhe in naglušne in pa gibalno ovirane
skupine invalidov. V samem projektu imamo dokaj enakomerno zastopano srednjeevropskega prostora, sodeluje 12 projektnih partnerjev iz 6 evropskih držav. Samo testiranje dostopnosti pa testiramo na 3 pilotnih območjih. Gre za 3 območja čezmejna, in sicer Slovenija, Hrvaška, Madžarska, potem na jugu Avstrije in severu Češke republike in pa v podkarpaški regiji na Poljskem. Znotraj vsakega pilotnega območja imamo še, kot bom kasneje predstavil, 3 območja kartiranja, zbiranja podatkov o dostopnosti. V projektu smo precej pozornosti namenili metodologiji zbiranja podatkov, ki je bila v bistvu nadgrajena metodologija, ki je predstavljena že Marina v okviru dostopnosti za invalide. Tukaj smo predvsem se osredotočali na to, da so bili podatki skladni oziroma metodologija skladna z ISO standardi. Obstaja prav ISO standard dostopni turizem za vse, ki je dejansko se idealno prilagaja našim projektnim aktivnostim, in pa tudi ISO standard za grajene objekte. Precej smo na terenu seveda testirali fizično dostopnost, torej kako lahko recimo z invalidskim vozičkom dostopamo do objektov, kot so javni objekti, turistični informacijski centri, muzeji, pošte, upravne enote in tako naprej. Osredotočali smo se na urbana središča in pa seveda tudi na podeželska območja z možnostjo v naravnih parkih, torej kakšna je dostopnost znotraj urbanih središč, uporaba transportnih sredstev, vlaka recimo, in pa potem gibanja v naravnem parku. Prav tako smo preverjali dostopnost glede na standarde v zaprtih prostorih in pa na prostem. Tu so zdaj poudarki metodološkega dela, kjer smo se najprej pripravili na samo pilotno testiranje, potem je bilo sama izvedba na terenu in pa tudi razvoj spletnega pregledovalnika dostopnosti, kjer smo geovizualizirali vse zbrane podatke na terenu. Zdaj, tukaj je metodološki diagram, bom čisto kratko povzel. Najprej smo vse udeležence v tem projektu usposobili na samo pilotno testiranje, predstavili smo metodologijo zajema, tehnična orodja, ki so pomembna za zajem podatkov, potem smo opredelili območja za zajem, ki so najbolj primerna glede na sam interes tudi turističnih ponudnikov, ki sodelujejo in bodo sodelovali pri razvoju turističnih produktov. Potem je pa zadnji del pa namenjen samemu testiranju na terenu, zajemu podatkov in pa razvoju spletnega pregledovalnika. Tu je en primer samega izobraževanja partnerjev z spoznavanjem odprtokodnih orodij QGIS in pa potem QFilt, ki smo ga uporabili na terenu. Torej, šli smo do vsakega partnerja posebej, na terenu zajeli testno nekaj podatkov, tako da so bili opolnomočeni znanjem, ki je potrebno za zajem. Kot rečeno, metodologijo omogočanje multimodalne mobilnosti z različnimi veranostmi, ki jo je že Marina omenila, smo nadgradili, predvsem z vidika objektov, ki so namenjeni turističnim dejavnostim. Omenjena sta bila 2 standarda, po katerih smo dejansko samo metodologijo in objektni katalog tudi zasnovali. To je tak primer, recimo standardi zelo natančno opredeljujejo v tem primeru same dimenzije parkirnih mest za invalide, samo nekaj primerov. V sami metodologiji smo tudi vizualno s fotografijo prikazali realno stanje na terenu, kaj je pravilna recimo razmestitev parkirnega prostora. Potem tukaj je še primer
taktilnih talnih oznak v samem standardu, ki so prav tako specificirani pač detajli glede umestitve teh oznak v prostor. Torej, podatke smo najprej zajeli v QGIS-u, vse, kar je bilo možno zajeti, glede na metodologijo z uporabo satelitskih posnetkov, prosto dostopnih. V večini smo uporabili Esrijevo zbirko satelitskih posnetkov in pa partnerje smo tudi seznanili z uporabo QFilter orodja, ki se je v bistvu odlično izkazal za zajem na terenu. Torej, vse zajete podatke smo prenesli iz osebnega računalnika na mobilno napravo, na telefon, v aplikacijo QFilter, kjer smo te podatke potrjevali in pa tudi dodatno zajeli, če je bilo potrebno. Zdaj, v samem procesu vključujemo turistične ponudnike od začetka projekta, ki smo ga začeli lansko leto, spomladi. In sicer jih vključujemo tako pri izbiri samega območja, določitve območja zajema, potem testiranja zajemov vir pri fizični dostopnosti. Tukaj je primer slaščičarne Pasero v Pomurju, kjer izvajamo naše pilotne aktivnosti, tako da so seznanjeni z ovirami in pa z možnostjo izboljšave pri samih turističnih ponudnikih in tudi jih v bistvu identificiramo glede na to, oziroma jih nekako poizvemo, ali imajo interes za razvoj pa nadgradnjo turističnih produktov oziroma storitev. Tako da smo tukaj v stiku z manjšimi ali večjimi turističnimi ponudniki v Pomurju, ki so izrazili ta interes. Schematski prikaz območij zajema, eno so urbana območja, ta svetla, in sicer so vozlišča oziroma območje zajema znotraj urbanih območij nekje v radiju 5 do 10 minut od neke točke, hotela, železniške postaje, informacijskega centra. Potem imamo pa še območje zajema v podeželskih območjih oziroma v naravnem parku, tudi označena in pa vmesne možnosti javnega prevoza, torej dostopnost iz urbanih središč, zajem ovir v urbanih središčih do železniške postaje in železniške postaje v ruralna oziroma podeželska območja in gibanje v izbranih območjih znotraj tega podeželskega območja, ki je zelo problematično, se je izkazalo. Schematski prikaz zbiranja podatkov, 8 glavnih kategorij v mestnem območju in pa v tudi podeželskem območju, kjer je bilo možno, smo zajeli pač te kategorije. Potem smo se z invalidi odpravili na teren in glede na prejšnjo določeno območja, metodologijo, zbrane podatke potrjevali oziroma jih dozajeli. Nekateri so tudi, ker smo to vzemali v jesenskem času, so imeli tudi že snežno, torej gibanje po snežni odeji, kar je bilo z invalidov še toliko težavnejše. Vse rezultate smo predstavljali javnosti. Tukaj govorimo predvsem, kot je bilo že prej omenjeno, je zelo pomembno, da predstavimo podatke odločevalcem, torej tistim, ki so odgovorni za boljše načrtovanje prostora, turističnim ponudnikom, turističnim podjetjem, občinam. Tudi bi bilo zelo dobro, da se predstavi tudi podjetjem, ki skrbijo za načrtovanje javnega prevoza, izboljšanje javnega prevoza. V avstrijskem delu so ti deležniki precej prisotni, predvsem avstrijske železnice imajo velik interes tukaj. In torej ti dogodki ozaveščanja, prikaz zbranih ovir, prikaz procesa zajema, da so ti odločevalci vključeni tudi že od začetka, tudi na terenu. Recimo, tamle gospa, ki je odgovorna, ki je predsednica občinske uprave v Moravskih Toplicah, je bila na zajemu samih podatkov prisotna in je potem ta učinek in samo zavedanje pomena teh ovir toliko večji. No in še zadnji del, spletni pregledovalnik dostopnosti. Vse podatke smo prikazali v pregledovalniku, ki smo ga v ta namen razvili. Imamo 1400 zajetih objektov z atributi.
Ti podatki se bodo letno ažurirali. Najbolj pomemben je pa ta slikovni element, ne? Ker ti lahko z atributi marsikaj opišeš, ampak fotografija največ pove, ne? In je tukaj noter precejšnje število fotografij, tako zunanjih objektov zunaj in tudi torej notranjosti objektov, ne? Zasnovanje participativno, uporabniki lahko to orodje, ki je odprto dostopno, dodajajo pobude, komentirajo ali pa dajo neke nove predloge za izboljšavo, ne. Partnerjem smo tudi dali možnost, da ocenijo posamezen objekt z vidika dostopnosti, popolnoma dostopno, delno dostopno ali pa ni dostopno, ne glede na samo gibanje invalidov v objektih ali zunaj njih. Za zaključek, menimo, da je ta projekt posebej tam, kjer je samo zavedanje o dostopnosti invalidov v prostoru manjše, pomembno pripomoril k torej ozaveščanju o tej problematiki. V projektu smo identificirali ključne deležnike, ki so pomembni za odpravljanje ovir. Torej mi v tem projektu ne odpravljamo ovir, ampak se z prikazom podatkov, ne, preko kontaktov z odločevalci, je to močen potisk v to smer, da potem recimo dajo v naslednje leto v investicijski plan odpravo ovir v urbanem prostoru in tako naprej, ne. Podatke bomo v nadaljevanju med posameznimi regijami še analizirali, primerjali in dali neko sintezno študijo glede tudi prikaza primerov dobrih praks. Vse te težave, ovire, ki smo jih zaznali, bodo podlaga za pripravo akcijskih načrtov v posameznih lokalnih okoljih, ki bodo pač omogočili, upamo, boljšo dostopnost do turističnih objektov v tem območju. Hvala. Najlepša hvala. Vprašanja? Če ni mogoče, jaz poskusim prebiti led. Zdaj šlo je za mednarodni projekt, če se ne motim, 12 partnerjev iz 6 sodelujočih držav. A ste zaradi tega naleteli na kakšne posebne izzive pri oblikovanju neke enotne metodologije? Sicer ste omenili, da ste se na te ISO standarde naslonili, ampak najbrž domnevam, da je prihajalo vseeno še do nekih razlik nazadnje v ozaveščenosti tega problema med posameznimi državami. Ja. Metodologijo smo dali na komentiranje partnerjem, in potem seveda vsaka oziroma v državi, kjer je pogled recimo na samo dostopnost ali pa imajo izkušnje pa prakso drugačne, potem so prišle pripombe pač specifične, ki so značilne za njihov prostor, smo skušali vključiti metodologijo, tako da odraža, se ne drži to striktno standarda, pa odraža tudi same odzive partnerjev v projektu. Ja. Kakšen je pa kaj interes turističnih ponudnikov Ja. za izboljšanje dostopnosti? Ja, tukaj imamo v načrtu več možnosti razvoja turističnih produktov. Predvsem se zaenkrat zanimajo za storitve izobraževanja, recimo v hotelskih kompleksih, kadra na recepciji, ne pa tistega, ki pač skrbi za samo hotelsko informiranje gostov, namreč kako komunicirati, kaj ponujati, katere informacije ponujati tistim, ki pač so recimo ranljive skupine ali pa invalidi, na kakšen način, tako da imamo nekaj v pripravi izobraževalnih programov za te, to se pravi, glede na njihove želje pač prilagajamo same storitve oziroma razvoj storitev. Pri manjših ponudnikih opozorimo na recimo oviro pri dostopu na teraso, da je recimo naklon prevelik in tako naprej.
In potem glede na obstoječo ponudbo, če izrazijo interes, lahko to nadgradimo, ker imamo v partnerstvu tudi Evropski forum invalidov, EDF, lahko v sodelovanju z njimi nadgradijo obstoječo ponudbo, ki je prilagojena tudi skupinam invalidov. Tako da odvisno od posameznika se pač prilagajamo. Je pa to proces, ki traja. Zato imamo ta projekt traja 3 leta in zdaj smo nekje na sredini, recimo. Se še mogoče še komu utrnilo kakšno vprašanje, kakšna misel, komentar? V redu, če ne, najlepša hvala.